Ti kar vprašaj, kakorkoli. Se bom pa odgovoril, čisto drugače, škoda ni panika. Akademija, kaj ti je? Akademija, kaj ti je? Akademija, kaj ti je? Akademija, kaj ti je? Akademija, Akademija, kaj ti je? Akademija, kaj ti je? Akademija, kaj ti je? Pozdravljeni ob poslušanju podcasta Akademija, kaj ti je?, ki nastaja ob 80. obletnici delovanja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Moje ime je Tine Lisjak, sem le eden izmed otrok Akademije in pogovarjal se bom z marsikaterim drugim. V goste prihajajo aktualni, bivši in večni študentje oziroma študentke, aktivni pedagogi in pedagoginje, nekdanji profesori in profesorice in nekega dne profesori, ter pravzaprav vsi ostali, ki jim kratica UL ali UO nekaj pomeni. S podcastom raziskujemo različne poglede, izkušnje, želje in napovedi v povezavi z Akademijo. Z vsakim izmed gostov se bom pogovarjal o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti Akademije, seveda skozi prizmo vsakega posameznika oziroma posameznice, saj je že po pisanosti Akademije jasno, da ima ta mnogo preoblek. Danes se nam je pridružil Nik Erik Neubauer. Nik je rojen leta 1994 v Ljubljani in je slovenski vizualni umetnik in fotograf, znan po dokumentarnih projektih, ki raziskujejo intimne družbene teme, kot so migracije, neenakost in identiteta. Diplomiral je na VIST, magistriral na ALUO, je navdušen rekreativni košarkaš. To bom še enkrat. Diplomiral je na VIST, magistriral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani in je navdušen rekreativni košarkaš. Njegova znana dela vključujejo serije You Always Cry Twice When You Go to the South, Kje je After in White Smoke, Brown Glare. Prejel je več nagrad, med drugim nagrado Društva novinarjev Slovenije in bil nominiran za prestižno nagrado Laika ter Oho. Razstavljal je v pomembnih slovenskih galerijah, kot so MSU Metelkova in Cankarjev dom. Nik, pozdravljen. Čau. Kako smo? Dobro, malo zaspano danes, tak dan neki, težko zaštartati, ampak bo. Malo ni za pritiska, ni? Ja, možno, ja, neki je. Kako se je vrniti sicer v teh prostorih, kjer se nahajamo, nikoli nisi obiskoval Akademije, ampak kako se je vrniti pod samo okrilje institucije? Ja, fajn, vedno se rad vračam. Saj tudi tle na Tobačni je bila ponjava pa te zabave, tako da je zanimivo okolje, no, zelo velike. Ja, to sem prej razmišljal, a boš vedel, kje se nahajamo zdaj, in sem se spomnil, da smo imeli to ponjavo skupaj in če ne drugega smo vsi hodili na WC sem, tako da vemo približno, kje so te prostori. Ok, pa daj pa mogoče kar začeti s prvim vprašanjem, ki je zelo preprosto in straightforward, in sicer, kdaj si prvič zvedel za Akademijo? Pa to ne pomeni nujno med tekom študija kasneje, ampak mogoče pri 6 letih ali pa. Pa ne vem, po moje enkrat med gimnazijo, ko si malo gledal za naprej za fakse, tako da si res to ponotranjil, recimo, da veš sploh, kaj to je. Drugače pa vedno slišiš tako, ne vem, akademski slikar, ne vem, to pa že, ko si majhen, pa I guess, da je to, ali kaj, ne vem. Super, dober. Kaj pa ti je, kako si je razumel takrat, ko si, a veš, mogoče ne takrat, ko si prvič slišal za akademskega slikarja, ampak tako tekom srednje šole, ko si razmišljal o naslednjih korakih, kaj ti je takrat pomenila Akademija? Mislim, čisto iskreno, prvič, ko sem tako se razmišljal, se mi je zdela taka dosti zelo klasična, zato se mogoče tudi nisem najprej odločil za Akademijo. Veliko je bilo za fotografijo nekega slikarstva, pa teh predmetov, pa takih, jaz pa tudi nisem bil tako zelo praktično, še zmeraj nisem tehnično sposobljen ali pa nikoli nisem znal risati, slikati in sem se mogoče zato malo ustrašil te Akademije takrat, no. Tako da to je bila mogoče prva asociacija. In takrat si potem šel iz teh razlogov fotografijo študirati na VIST, kjer je pa fotografija zelo straightforward fotografija. Ja, tako, točno tako. Kakšno imaš pa iz VIST-a izkušnjo? Pa super, mislim, predvsem mi zdi, da sem imel tam izjemno srečo s sošolci,
ker smo v bistvu še zmeraj skupaj, frendi in delamo skupaj. Tako da to je bil pač definitivno največji plus. Tudi profesori so bili super. Malo bolj je tako bila tehnično usmerjena, se pravi, da si zelo različne žanre spoznal, od fashiona do avtorske, do zgodovine, fotografije, vsega. In pač ti se mi zdi, da ti ta široka paleta znanja v fotografiji prav pride skozi kariero, zato ker vsaj pri nas se mi zdi, da moraš biti zelo fleksibilen pri tem, kar delaš. Če prav razumem, vas je potem tudi večina teh sošolcev ali pa vsaj en del se skupaj upisala naprej na magisterij, pa na ALUO takrat. Ja, tako ja. Matic, Lucija, Tiljan, vsi so prišli v bistvu 1 leto za mano, ampak smo pač pol še naprej bili skupaj. Ja. Kako pa to, da si se takrat odločil nadaljevati študij na akademiji? V bistvu hotel sem ostati v stiku s fotografijo, hkrati sem pa hotel še študirati. Se mi zdi, da nekako najlažje ostaneš v vsakodnevnem stiku s fotografijo, če ni tvoja služba preko študija. In Peter Rauch je bil moj mentor že na Vistu in pač sem ga malo povprašal o akademiji in je rekel mi, da bom zelo dobrodošel, in pol sem se z veseljem vpisal in bil na srečo sprejet. Tako da. Super. Kako pa si se imel tiste 2 leti magisterija? Super, no. Mislim, takrat se ti res malo drugače začne odpirati stvari, začneš razstavljati v sklopu faksa malo več, malo širše gledaš na vse skupaj. Tudi ta izmenjava, ki sem jo doživel v tem obdobju, mi je dala ogromno, kar pač Univerza v Ljubljani omogoča, in je res ful velika prednost napram mogoče kakšnim privat faksom ali pa napol privat faksom. Tako da to mi je bilo ful dobro. Ja, se mi zdi, da tudi navzven za tiste, ki spremljajo mogoče tvojo profesionalno pot ali pa umetniško pot, si se takrat s to izmenjavo in potem projektom, ki si ga prinesel iz Južne Italije nazaj, nekako postavil na sceno. Ja, sigurno, tudi samega sebe sem dejansko takrat prvič tako dojemal, ne, kot nekoga, ki mogoče lahko tudi deluje v galerijskem prostoru ali pa ki lahko dela na tej neki avtorsko-dokumentarni fotografiji s to fotoknjigo, ki sem jo naredil. Tako da takrat so se mi res pol začele odpirati stvari. Tudi takrat sem v bistvu začel z galerijo fotografijo sodelovati, imel prvo samostojno razstavo, naredil magistersko, tako da ta Italija je bila res v bistvu tako začetek moje kariere v bistvu. Okay. Glede na to, da si magisterij tako rekoč opravljal na 2 različnih institucijah, torej primarno na naši akademiji, potem pa tudi v Napoliju, ali kje si bil? V Bariju, ja. V Bariju, a lahko potegneš kakšne usporednice oziroma razlike med obema šolama? Ja, veliko usporednic. Mislim, predvsem to, da zelo je veliko improvizacije v študiju. Zelo, v bistvu tam tudi je en tak faks, ki je v enem bivšem samostanu, tako kot je bil naš faks v eni bivši tovarni, ne. Tako da ni bilo tako zelo različno. Tam je še malo bolj v easy tempo, se pravi še malo bolj mogoče sproščeno, ampak mogoče že skoraj malo preveč, se pravi, da priješ na uro, pa mogoče profesorja ni pol 1 uro ali pa tako, no, zelo je tako južnjaško, no. Ampak je pa podobno v tem smislu, da ti omogoča dosti svobode, da je dosti v bistvu oseben odnos s profesorji, pri njih mogoče še bolj, kar je meni bilo zelo všečno. V bistvu cel faks je bil tak, kot je cela Južna Italija, se pravi zelo sproščena, direktna, veliko lepega sem tam doživel, no. Tako kot tukaj tudi. Ja, super, veseli. Dajva mogoče se malo premakniti v sedanjost, zdaj in italijanski del študija, slovenski del študija, oba ta dela sta zdaj za tabo, deluješ, vsaj jaz te v zadnje čase poznam predvsem kot dokumentarnega fotografa, vidim te na različnih dogodkih, če ne drugače te pa spremljam na socialnih omrežjih, kjer vidim, kje povsod prisostvuješ. Pa me zanima, zdaj, ko si izven
kolesje akademije nekaj časa. Kako jo zdaj vidiš, kako razmišljaš, a razmišljaš za nazaj o akademiji in kot kaj jo razumeš? Predvsem sem vesel, da sem opravil ta del študija tukaj. Z veseljem pač v svoj CV zapišem, da sem naredil magisterij na akademiji, ker se mi zdi, da ti daje neko veljavo, ker vseeno pač je to inštitucija s tradicijo, ki pač je znana po svoji kvaliteti. In predvsem mi pomeni to, ja, se pravi, kot neka zapuščina, ki jo bom nosil celo življenje pri sebi. Dala mi je tudi ogromno znanja, tacega mogoče malo bolj širokega. Tako da sem res vesel. No. Saj se mi zdi, da vsak pri sebi bo dobil od faksa neki, ampak pol kako to vključi v svoje delo, je pa mogoče ta malo trik, ne, ki ga mora vsak sam doživeti pa narediti. Da v bistvu je tvoja inspiracija, ampak ne smete pa toliko prevzeti, da ne bi postala tvoja osebnost na nek način. Se pravi, moraš vzeti nekaj od akademije, ampak moraš tudi nekaj dati nazaj, drugače ni nič, ali pa si samo nek produkt. Ne. Tako da se mi zdi ta zmes, ki jo daš ti osebno s svojimi življenjskimi izkušnjami in faks, ki ti ga da, ki da njegovo znanje vate, to, kar se združi, se mi zdi, da rata nek dober rezultat v tem človeku, ki sem jaz ali pa ti. Super. Govoril si o pridobivanju širokega znanja. Je to široko znanje formalno ali neformalno, tudi že samo združevanje znotraj akademije in razumevanje raznih procesov? Ja, oboje sigurno. Pač, to, da spoznaš veliko ljudi tudi iz drugih smeri, to druženje, to predvsem neformalno druženje, postavljanje razstav, ki sicer včasih malo mukotrpno, ne, sploh zato, ker imamo zelo, na akademiji smo imeli zelo tako striktne pogoje, se pravi, razstava je mogla biti kvaliteta in to je zahteval čas. In se mi zdi, ja, spet ta združitev tega formalnega in neformalnega, to je tisto, kar ti da največ, ne, spet dobiš nove sošolce, nove prijatelje, nove poglede na svet, različne profesore iz vseh možnih smeri in to je sigurno nekaj pozitivnega. Kot pretežno dokumentarni fotograf se mi zdi, da si bil za časa svojega študija na akademiji kar unikum, ker je magistrski študij fotografije na akademiji zastavljen zelo široko in veliko študentov to v nekem trenutku ugotovi oziroma izkoristi in se potem usmeri v zelo specifična raziskovanja ali pa se umika iz medija fotografije, ti si pa kar nekako ostal pri dokumentarni fotografiji in na zelo dober način. Pa me zanima, če si kdaj čutil kakšno potrebo, da bi mogel ven iz tega ali si dobil dovolj podpore in konec koncev tudi kritike konstruktivne, da ti je bilo jasno, super, jaz lahko ustrajam in ustvarjam skozi polje dokumentarne fotografije. Mislim, meni se predvsem zdi, da to je vse fotografija, karkoli, ali pa neka avtorska fotografija, čim imaš svoj lasten izraz. Ne. Tako da jaz niti ne rad ukalupljam preveč neka dokumentarna, reportažna, avtorska, sodobna, to so vse termini, ki se po moje vsi prepletajo. In ne vem, tudi veliko fotografov, ki dela neko umetniško fotografijo, se mi zdi, da izhaja iz dokumentarne ali pa je na nek način povezana z njo, raziskuje arhive, raziskuje svoje prednike. Tako da se mi zdi, da to se zelo hitro prepleta in vedno bolj se, tudi v sodobni dokumentarni fotografiji imaš vedno več teh nekih umetniških ali pa avtorskih izrazov. Tako da ja, absolutno sem vesel, da sem se držal tega, ampak na koncu tudi nisem nič drugega mogel delati, ker pač izhajam iz sebe in je to res ta stvar, ki me je drivala skozi celo svojo kariero. Izhajam iz tega dokumentarnega, sem pa zelo vesel, da sem v bistvu dobil ta input od profesorjev, da so me usmerili tudi v to drugo polje,
mogoče celo bolj, kot bi si takrat želel, ampak zdaj pa, ko v bistvu združujem to, kar je mene predtem gnalo in to, kar sem dobil od njih, se mi zdi, da to pač zdaj nekako probam delati v svojem delu. Tako da sem zelo vesel in se mi zdi, da tudi nas je več takih, ki na tak način ustvarjamo in sem mogoče tudi upam mogoče komu pokazal, da se da to delati, ne, se pravi, da ne rabiš zdaj, če priješ na alo, pa kar zamenjati čist svojega stila fotkanja ali pa se čist podrediti, ne, da lahko v bistvu obdržiš svoj izraz, ampak ga še oplemeničiš s tem znanjem, ki ga dobiš. Fino. Omenil si sošolce, ki si jih spoznal na Vistu in potem ste kakor toliko skupaj nadaljevali študij tudi na akademiji. Zdaj pa že nekaj časa skupaj vodite kolektiv Študijo, ki je pa tudi sestavljen pravzaprav iz kar različnih profilov. Ti, Lucija Rost, Matic, Pandl in tako naprej. Kako tudi po študiju te različni profili, ki jih predstavljate, lahko profitirajo drug od drugega in a ste se tega naučili mogoče tekom študija? Ja, to, da smo toliko raznoliki, je sigurno prednost, zato ker se ful veliko učimo drug od drugega. Hkrati si pomagamo v tem smislu, da je mogoče nekdo bolj specificiran za eno stvar in tudi, recimo, tudi čisto v nekih komercialnih okoljih to zelo prav pride. Nekako smo res odraščali skupaj skozi oba faksa in smo zdaj pač ustanovili svoj kolektiv, društvo, Študijo. To je nekako nastalo iz potrebe predvsem po skupnem prostoru, kjer imamo svojo opremo, svoj atelje. Potem pa pridejo tudi druge stvari, kot so razstave, recimo prijave na razpise, neko napol komercialno delo ali pa take zadeve, tako da si zelo veliko pomagamo in se veselim, da bomo rastli še v prihodnje. A si še hotel kaj vprašati? Ne, super. Enkrat smo že imeli nek podoben pogovor v sklopu fešte na akademiji, pa sem hotel mogoče malo tiste vsebine še sem prenesti. Ja, sej od takrat v bistvu se mi zdi, da smo še ful zrastali. Sicer tako zelo počas gradimo te korake, ker vseeno smo v osnovi vsak svoj posameznik in imamo veliko dela s svojim delom, ampak vse, kar nam ostane pač energije, pač vlagamo tudi v nek kolektivni proces. Tako da se mi zdi čisto ok, če pač počasi rastemo, ne rabimo zdaj zelo hitro pokazati nekih rezultatov kot skupnost, ampak je to pač nekaj, kar je na dolgi rok. Ja, absolutno, pa tudi sigurno se velikrat, kakor si rekel, prostorska infrastruktura in tako naprej, sigurno ste močnejši, če vas je več, kakor če bi vsak zase nekaj iskal, pa poskušal to financirati in tako naprej. Ja, pa tudi v bistvu ni samo vse fotografija, je tudi druženje, pa tako tudi v bistvu širše likovno okolje raziskujemo. Odtle tudi nekako izhaja naše ime Študijo, ker nekako je nadaljevanje študija in je pač neko celoživljenjsko učenje. Super je ta razlaga imena. Jaz sem mislil, da je to sam zabavna preobrazba besede studio, ampak ja, pravzaprav... Ja, tudi, ja, to je tako zelo... Nekaj časa zdaj že nisi študent, tako da neko distanco, oziroma nisi več v študiju študent, na akademiji pa ne, in imaš mogoče že neko distanco do akademije. Pa me zanima iz te distance, kakšno imaš vizijo za akademijo, kam jo vidiš iti? V bistvu zdi se mi res problematično to, da je akademija na tolikih koncih, ne, recimo tle sem prišel na Tobačno, nekaj je na Rjavčevi, nekaj je bilo na Roški, nekaj je na Rudniku, ne. Tako da se mi zdi, da prvi korak bi mogel biti to, da se to združi, ker pač okolje in prostor sigurno definira študij. In to, da bi bili nekje vsi skupaj povezani, to bi bilo toliko več pretoka znanja, vse bi bilo toliko bolj spontano. In se mi ne zdi pravično v bistvu, da je nek glavni
umetniški faks v Sloveniji v bistvu tako podhranjen, ne, na vseh teh področjih. Tako da bi si želel tega, no, predvsem. Drugač od zunaj gledam pa poleg tega pač na faks pač kot super, no, pač res se mi zdi tako, recimo s to ponjavo, ki se vsako leto ponavlja. Tudi recimo na socialnih omrežjih se mi zdi, da zelo dobro funkcionira te dogodki OHO, ne, ali kako se reče, UHO. UHO, pač se mi zdijo super, sicer fulkrat mi neki lih pride vmes in se bi rad ful udeležil tega, ampak se mi zdijo tako ful zanimivi, no. Se mi zdi res, da je akademija ful aktivna tako na umetniškem področju, ampak hkrati ne tako na nek prisiljen način, ampak se mi zdi, da res prodira v umetniško okolje na dober način, no. Tudi, ko gledam recimo razstave študentov, sploh iz fotografije, ko sem malo bolj pozoren, se mi zdi, da nobena razstava v Sloveniji ni tako radikalna ali pa tako svobodomiselna, kot so te razstave. In se mi zdi to ful dobro, no, pač ko res se mi zdi, da je inspiracija za vse nas, tudi ko smo končali že faks. Včasih bi si želel imeti malo tudi tega poguma, ne. Sicer seveda je drugače enkrat, ko si mogoče res na trgu konec koncev, si mogoče malo bolj v neki safe coni, ne, če smo čisto iskreni. Ampak se mi zdi to ful dobro, no, tako kot inspiracija, tako da sem res ponosen, da sem bil na tem faksu, tudi zaradi tega, ker postaja to, kar postaja zdaj, ne. Super, zelo fajn odgovor. Mogoče čisto tako abstraktno vprašanje, leto 2045, kje je akademija? Upam, da še obstaja? Absolutno obstaja in to ne v centru. Ima tak čudovit objekt, tak futurističen, taka izjemna arhitektura, ki pobira nagrade, hkrati je pa to prepleteno z nekim takim zelenim okoljem in čudovito naravo in pač tam ustvarjajo študenti in delajo izjemne stvari in to se prepleta tako recimo z nekimi galerijami in lokalčki, ampak ja, tako vse tako je super in taka je ALO 2045. Sliši se super. Nič hudega ne bi bilo, če bi bilo to že ALO 2035. Ja. Ok, glede na pozitivno naravnanost te tvoje zadnje misli, se mi zdi to super točka za zaključiti najin pogovor in bi se ti rad zahvalil za obisk in klepet. Hvala za vabilo, bilo mi je v veselje. Hvala. Akademija. Kaj ti je? Bomo nekaj zrezali. Akademija, kaj ti je? Akademija, kaj ti je? Akademija, kaj ti je?